Na programu INTL smo se odločili predvsem zaradi tega, ker smo startup, ki dobro pozna samo slovenski trg. Tukaj imamo tudi največ izkušenj iz preteklosti na osnovi drugih aktivnosti, ki smo jih izvajali, in smo se zavedali, da slovenski trg ni dovolj in da je absolutno premajhen, ni kredibilen za ocenjevanje potenciala razvoja tudi na drugih trgih. In zato smo se odločili, da si izberemo mentorje, ki nas bodo znali usmerjati in potem spodbujati tudi pri osvajanju novih drugih trgov. Iz tega programa smo bolj kot ne odnesli nasvete za osvajanje tujih trgov, naučili smo se pa seveda še veliko več. Predvsem tega, da moramo imeti zelo jasne prodorne koncepte, da ideje znotraj odkrivanja ciljnih trgov soustvarjamo skupaj z ekipo, da znamo opredeliti ključne edinstvene prednosti in da smo kot ekipa tisto ključno gonilo razvoja in da je to seveda na prvem mestu. In kar je v resnici najpomembneje, smo spet spoznali ogromno novih ljudi, s katerimi smo navezali odlične stike in ohranjamo te odnose tudi naprej. Za nas je bila udeležba na programu INTL odlična izkušnja in še en dodaten koristen reality check. Učili smo se preverjati naše ideje, ki jih snujemo znotraj startupa. Sicer določen del feedbacka dobimo tudi strani naših uporabnikov, ampak smo preko INTL programa dobili tudi nek vpogled v potencialni razvoj startupa, tudi z vidika investicij, exita in podobno. Mi smo se udeležili tega programa internacionalizacija predvsem zato, ker smo videli eno veliko prednost v mentoriranju. Po drugi strani pa je bil nabor strokovnjakov, ki so predstavili teme, ki nas zanimajo, se pravi, kako se širiš, kakšne so njihove izkušnje ob začetkih, so bili tako dobri, da ni bilo dilem, da bi jih šli poslušati. Vedno pa prav pridejo nasveti mentorjev, sploh če uspeš to delati skozi neko obdobje, da z njimi sodeluješ, da dobiš feedbacke, zato ker to je nek stik z zunanjim svetom. Mi smo toliko vpeti v te naše ideje, da je težko vedno neko realno sliko imeti, ker si toliko navdušen vsakič, ko nekaj narediš, da rabiš nek feedback, ki je malo bolj realen, ki te mogoče pošlje za kakšen dan malo nazaj, ampak pol popraviš pa nadaljuješ pot. Tako da mi smo bili navdušeni, še zmeraj smo. Ko smo se mi prijavili na program internacionalizacije, smo testirali slovenski trg. In takrat smo imeli občutek, da zelo dobro poznamo našega kupca. In ko smo se začeli ukvarjati s tujino, z Avstrijo, Nemčijo, Italijo, smo ugotovili, da temu sploh ni temu tako. To, da ko smo prišli do Meta, našega mentorja, smo kar hitro videli, da imamo total napačno predstavo. Met nas je kot prvo naučil, katera so tiste osnove, na kak način moraš ti prodati. In tega mislim, da smo se najbolj naučili. Vsakič znova, ko smo bili na internacionalizaciji, smo spoznavali ljudi, ko so te naše korake, kar smo jih mi delali lani, šli že pred leti skozi. In to je bila tista res tretja izkušnja, da smo iz prve roke slišali, kaj oni mislijo o nas, ali se je smiselno povezovati, kajti lani smo intenzivno iskali investitorje, morda z njihovega stališča, kaj pa bi oni v našem primeru naredili. Tako da za nas, za našo ekipo, je bil ta program res en tak velik izziv, ampak suma sumarum, vsemi smo obdržali dobre naveze, tako da če katerega od njih danes potrebujemo, lahko tudi kadarkoli pokličemo. INTL programa smo se udeležili na pobudo podjetniškega sklada in pa ABC Acceleratorja. Jaz sem imel in pa moja ekipa največ kontakta, stikov z Bernardom Grumom, ki nam je pač pokazal, razodel svoje znanje glede poznavanja startupov, poslovanja startupov in pa celotne situacije podjetništva v Sloveniji in na splošnem svetu. Z Bernardom smo naredili eno kratko analizo, na podlagi katere smo izvedeli dejansko, da naše podjetje funkcionira
kot majhen garažen band. In smo hitro ugotovili tudi za to analizo našega podjetja, da če bomo nadaljevali s takim delom, s takim tempom in pa s takim odnosom, bomo pač ostali garažni band. No in vsled temu smo šli v prenovo poslovnih, prodajnih in pa marketinških procesov, jih zelo zapeljali v globalno prodajo in zdaj pač smo v tem v bistvu udejanjenju teh procesov, ki pa že kaže pozitivne rezultate. Jaz mislim, da smo tudi zaradi tega, prav zaradi teh korakov naredili tudi en dober pozitiven korak v času korone in pa poslovali tudi pozitivno. Tako da jaz bi priporočil tako izobraževanje oziroma tako delavnico INTL vsakemu start-up podjetju, ker mi smo res tako zelo produktno orientirani, vidimo svoje produkte, v katere smo zaljubljeni in prepričani smo, da jih bomo dobro v svetu prodajali. Ko pa prideš na realna tla v prodaji in pa marketingu, pa vidiš, da temu ni tako in je treba delati drugače. Treba je delati tako, kot zahteva svet, kot delajo večje korporacije, se mogoče po njih malo zgledovati. Ne govorim o tem, da bi mogli spreminjati svoje vrednote, ampak da se pa pač spozna te prodajne pa marketinške procese, ki so uveljavljeni v svetu in ki pijejo vodo. Toliko je z moje strani. Super, odlično. Evo, jedrnato, vsebinsko, bogato, super. Točno to